Jozue, glej, dajem ti v roke Jeriho in njenega kralja. Vsi tvoji vojaki naj korakajo enkrat na dan okrog mesta. Tako delajte 6 dni. 7 duhovnikov naj hodi pred skrinjo zaveze in nosi 7 tromb iz ovnovih rogov. 7. dan pa 7-krat obkrožite mesto in duhovniki naj trobijo na vse trobente. Ko zaslišite, kako trobijo, naj vse ljudstvo zažene bojni krik. Nato se bo vse mestno obzidje sesulo. Vsak naj gre v mesto od tam, kjer tisti hip stoji. Sedmi dan se Izraelci ob jutranji zori vzdignejo in gredo 7-krat okrog mesta. Ljudstvo, duhovniki 7. trobijo na trombe. Zdaj zaženite bojni krik, kajti Bog vam je dal mesto v roke. Zgodilo se je, kakor je Gospod naročil. Tako so zavzeli mesto. Rahabo, družino njenega očeta in vse njene, pa je Jozue pustil pri življenju. Potem je zbral vse Izraelove sinove v Sihemu in sklical Izraelove starešine, njegove poglavarje, sodnike in pisarje. Ko stojijo pred Bogom, Jozue spregovori svojemu ljudstvu. Tako govori Gospod, Bog Izraelcev. Odpeljal sem vas iz Egipta. Dal sem vam deželo, ki je niste obdelovali, in mesta, ki jih niste sami zidali. Zdaj pa se bojte Gospoda in mu ostanite iskreno zvesti. Zmečite proč malike in služite Gospodu. Če vam pa ni všeč, da služite Gospodu, potem se še danes odločite, komu boste služili. Bogovom ljudstev ali Gospodu. Jaz in moja družina bomo služili Gospodu. Še na misel nam ne pride, da bi obrnili hrbet Gospodu in služili tujim bogovom. Tako je sklenil Jozue tisti dan v Sihemu za ljudstvo zavezo z Gospodom, mu dal postavo in pravne predpise. Ko je Jozue odpustil ljudstvo, so odšli Izraelci v kraje, ki jim jih je odbral, da bi jih prevzeli za dediščino. In ljudstvo je služilo Gospodu, dokler so živeli Jozue in za njim starešine, ki so videli, kako velika dela je bil Gospod storil za Izrael. Jozue, Nunov sin, Gospodov služabnik, je umrl, ko je spolnil 110 let. Ko so pomrli vsi, ki so živeli v njegovem času, je nastopil drug rod in pozabil na Gospoda. Nič ni vedel, kaj vse je bil Gospod storil za Izraelce. Zato so Izraelci počeli veliko takega, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh.
Služili so tujim bogovom, zapustili Boga svojih očetov, ki jih je odpeljal iz Egipta, častili so bogove sosednjih ljudstev in žalili Gospoda. Ker so ga zapustili in častili tuje bogove in boginje, se je Gospod razsrdil nad Izraelom. Zato jih je dal v roke roparjem, da so jim vse pobrali in jih izročil njihovim sovražnikom, Moabcem, Amoncem, Midjancem in Filistejcem. V svoji stiski so klicali Gospodu na pomoč. Gospod je uslišal njihove prošnje in v njihovi sredi obudil sodnike, ki so rešili ljudstvo iz rok sovražnikov. Eden med temi sodniki je bil Gideon. Tu pod hrastom bom mlatil žito. Skriti ga moram pred Midjanci. Gideon, Gospod naj bo s teboj, silni junak. Angel Gospodov? Je moj Gospod? Je Bog res z nami? Saj nas je vendar zavrgel in dal v roke Midjancem. Gideon, močan si. Zato pojdi in reši Izrael iz rok Midjancev. Jaz te pošiljam. Joj, moj Gospod, kako naj osvobodim Izrael? Moja družina je najmanjša v Manasejevem rodu in jaz sem najbolj neznaten v hiši svojega očeta. Jaz bom s teboj. Midjance boš premagal kakor enega samega moža. Midjanci so se združili s sosednjimi Amalečani in nekaterimi drugimi nomadskimi narodi. Prekoračili so Jordan in se utaborili v ravnini Jezreel. Tedaj je Gospodov duh navdihnil Gideona in ta je s trombo iz ovnovega roga zatrobil na boj. Poslal je glasnike po vsem ozemlju, kjer je prebival Manasejev rod, in možje so prihiteli na njegov klic. Poleg tega je poslal glasnike tudi k nekaterim sosednjim rodovom in tudi ti so mu prišli na pomoč. Zgodaj zjutraj odrine Gideon z vso vojsko. Utabori se v ravnini blizu Studenca. Midjanci imajo tabor na severu v podnožju griča. Gideon, preveliko vojsko imaš. Izrael naj se ne trka na prsi in naj se ne napihuje, sami smo si pomagali. Zato razglasi vojakom. Kdor nima poguma in se boji, naj se vrne domov. Gideon pregleda vojsko. Odide jih okrog 22,000, ostane pa 10,000 mož. Gideon še vedno jih je preveč. Pelji jih k vodi, tam jih sam izberem. Pokažem ti, kdo naj gre s teboj in kdo ne. Gideon, kdor bo lokal vodo kot pes, ga postavi na eno stran, kdor pa bo pokleknil, da bi zajel vodo z roko, ga postavi na drugo stran. K vodi, vojaki! Napijte se! Gospod, 300 mož loka vodo z jezikom, vsi drugi pa so pokleknili, da bi pili. S 300 možmi, ki so vodo lokali, vas bom rešil pred Midjanci. Vsi drugi naj se vrnejo domov.